Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V krajih pod Triglavom te dni praznujejo. Tamkajšnje turistično društvo slavi 110 let delovanja. Kot uvod v praznovanje so že prejšnji konec tedna izvedli maraton 3 dolin in večer na vasi na Dovjem. Ta petek pa so odprli še informacijsko točko pri Topolinu, ki je izjemno lepo urejena in kar vabi obiskovalce, da tam parkirajo avtomobil, malce posedijo in se s kolesom odpeljejo višje po dolini. Končno pričakovani Topolino je odprt, informacijska točka, elitna informacijska točka ob vstopu v Zgornjesavsko dolino, v turistično destinacijo Kranjska Gora, ki nekako pomeni pravzaprav zelo veliko, tako za Dovje Mojstrano kot za vse ostale kraje. Vsi smo veseli, da smo uspeli tole točko urediti do te mere, da nam je lahko ponos in tukaj bodo gostje dobili vse informacije tako o pohodnih kolesarskih poteh, o nastanitvah in o prireditvah, o vsem, kar se bo dogajalo in se dogaja v naši dolini. Veseli smo, da bodo tukaj lahko tudi popili kako kavo ali sok, da se bodo otroci lahko poigrali in da se bodo lahko spočili ob zvokih naše prelepe reke Save, kajti Topolino leži na nabrežju te čudovite reke. Urejenost Topolina je bila velika želja kranjskogorskega župana, ko je nastopil mandat. Ja, resnično po parih letih, tako več kot 2 leti smo potrebovali za pridobitev vseh soglasij, dovoljenj in seveda papirjev, da smo končno lahko dosanjali te sanje na eni najlepših točk, ki se jo spomnimo pač z žalostno podobo 10 let nazaj, deponije in odlagališča odpadnega materiala, zdaj pa je to čudovita alpska plaža ob reki Savi, postajališče, informacijska pisarna in brv za prehajanje turistov, kolesarjev z kolesarske na postajališče in obratno. Jaz mislim, da je to ena najlepših vstopnih točk, ki jih alpske doline imajo. Poskrbeli bomo tudi še za ta objekt za nami, za zamenjavo teh 2 majhnih hiš za nek večji, primernejši objekt, ki bo lahko služil za turistično informacijsko dejavnost preko vseh 4 letnih časov. Informacijske točke po dolini se torej kar širijo, po Ratečah zdaj še Topolino. Vstopna točka Topolino je ogledalo naše prelepe destinacije. Današnja otvoritev je pokazala, kako pomembna lokacija je to. Že preden so bila vsa dela v bistvu zaključena, je ogromno obiskovalcev se tukaj ustavljalo, zdaj pa mislim, da bomo res lahko ponudili nekaj več. Odprtje informacijske točke, gostinska ponudba, igrala za otroke, informacijske table, javni WC, plaža na Savi, mislim, da je to kar nekaj vsebine, ki bojo obiskovalce ne bodo pustile ravnodušne. Tako da jaz sem zelo vesel, da se je ta dogodek naredil, da se je ta projekt zaključil. Je samo eden izmed kamenčkov v naši dolini, ki pričajo, da smo turistična destinacija in ki v bistvu tudi naše obiskovalce navdihujejo. Jaz upam, da jih bomo še čim več takih točk uredili, tako lepo, kot je urejena točka v Mojstrani, in mislim, da smo kar na dobri poti. Tukaj bi se res še enkrat rad zahvalil predvsem agrarni skupnosti, lastniku zemljišča, potem občanom občine Kranjska Gora, lokalnemu prebivalstvu, komunali Kranjska Gora, občini in pa seveda tudi turističnemu društvu Mojstrana, ki bo pa na koncu koncev s tem prostorom tukaj tudi upravljalo. Jaz verjamem, da uspešno. V petek zvečer pa je bila še slavnostna seja ob 110-letnici turističnega društva Dovje Mojstrana. Zgodovina je bogata. Danes lahko rečem, da se stvar premika, da se poskušamo vrniti na pota stare slave, pa da smo še izredno daleč od tistih lepih časov. Društvo ima 110 let, doživljalo je vzpone in padce, seveda med obema vojnama verjetno največje vzpone. Takrat so naši dedje, pradedje pripravili veliko novosti in ponesli Mojstrano daleč. Takrat so postavili prve skakalnice, takrat se je razvijal šport, takrat se je razvijal alpinizem in konec koncev, kot veste, 36 gorskih hodnikov v kraju ni malo in zagotovo takrat je bil višek razvoja. Potem pa je vse skupaj spet malo padlo. Po 2. svetovni vojni so se redki borili tudi z mlini na veter, pa vseeno nazadnje obstali, preživeli, zdaj pa spet poskušamo dvigati vse skupaj, ampak
Če želimo, da bo to trajalo na dolgi rok, bomo potrebovali izredno pomoč v krajanih in krajankah in pa v vseh ljubiteljih našega gorskega sveta v okolici Dovega in Mojstrane. Ob jubileju so pripravili tudi posebno predstavo. Dobar dan, gospod predsednik, dobar dan, gospod Tomaž Masaryk. V imenu občine Dovje in vseh krajanov vam želim prijetnega bivanja, lepega vremena in prijetnih spominov z vašega zasluženega dopustovanja pod Triglavom. Vážený pane starosto, moment. Podelili so tudi priznanja vsem, ki so kakorkoli zaslužni za razvoj turizma v vaseh pod Triglavom. Društvo pa organizira veliko prireditev. Danes ima turistično društvo nekaj manj kot 200 članov, ukvarjamo se s številnimi dogodki, nekoč jih je bilo 3-4, danes jih je 14-15, delamo promocijo, trudimo se sodelovati skupaj s Turizmom Kranjske Gore pri vseh promocijskih materialih, urejamo poti, okolico, poskušamo nadelovati usmerjevalne table, trudimo se pa tudi oživeti nekatere stare grehe, ki nas še čakajo. Zelo bi si želeli, da bi bila na primer kreda v Mojstrani mnogo bolj urejena, kajti vsi Mojstrančani, ki so starejši od 30 let, se spominjajo, kako so tam nekoč lahko veselo plavali, danes pa to žal ni mogoče, kajti kreda se zarašča. In še nekaj takih primerov, ki jih moramo urediti in najti pot do rešitve v naslednjih letih. Najpomembnejši izzivi so zaenkrat skoraj, bi rekel, neizvedljivi, pa vseeno jih imamo zapisane globoko v naših srcih. Želimo si kako namestitev, ki bo dovolj velika, da bi lahko prenočila več kot en avtobus ljudi. Ko bomo imeli stacionarne goste v kraju, takrat se bo tudi vsa izvenpenzionska potrošnja lahko dvignila. Tako da danes lahko rečem, da brez avtokampa Kamne štejemo nekako 130 ležišč. Nekaj novih ležišč smo pridobili tudi v letošnjem letu, za kar smo zelo hvaležni. Še vedno pa nam manjka en hotel, en objekt, kjer bi lahko ena avtobusna skupina prenočila na istem mestu. Vloga predsednika društva pa je predvsem združevanje krajank in krajanov, kar trenutnemu predsedniku Matjažu Podlipniku dobro uspeva. Vesel sem, da ste tudi vi tako začutili, ko sem 6. marca 2015 prevzel turistično društvo Dovje Mojstrana, sem se zavedal, da imam v svoji sredini pridne ljudi, ki imajo veliko volje do dela in veliko izkušenj v turizmu. Vedel pa sem, da potrebujemo združiti vse te ljudi v eno celoto in že takrat sem svojim odbornikom rekel, to je moja primarna naloga, da bi združil čim več ljudi. In če čutite, da mi je to uspelo, je to zame pohvala. Sam pa mislim, da se bom tudi na tem področju še naprej mogel truditi. Turistično društvo Dovje Mojstrana prav te dni praznuje 110 let obstoja in svojega delovanja. Ob tej priliki resnično moram čestitati vsem generacijam, ki so delovali v turističnem društvu do sedaj in sedanjemu vodstvu, ki svojo zagnanostjo dviga letvico zelo visoko vsem turističnim društvom v občini. Turizem se je koncentriral na točki Slovenskega planinskega muzeja, kjer združujemo muzealstvo, planinstvo in turistično dejavnost. Mislim, da smo s tem zadeli žebljico na glavico, kako bi temu rekli, in povečali obisk v muzeju, povečali zanimanje za naše alpske doline kot Krmo in Vrata. Tukaj moram tudi izpostaviti inovativnost in dobro vodenje sedanje garniture turističnega društva Dovje Mojstrana s predsednikom Matjažem Podlipnikom na čelu, ki resnično upravičuje vsa naša upanja. Začetkom poletne sezone pa je zelo zadovoljen kranjskogorski župan. Ja, turistična sezona se je začela letos več kot mesec prej v Kranjski Gori in seveda tudi v vseh drugih krajih naše občine.
Temu moramo pripisati seveda tudi dvig obiska turistov zaradi mednarodnega terorizma, ampak sami veste, da jadrnica, ki ob začetku vetra nima razpetih jader, pač ne more štartati tako, kot je treba, in tukaj Kranjska Gora mislim, da je pripravljena od Dolje Mojstrane do Planice enkratno, da s svojimi produkti, s svojim znanjem in voljo ljudi, ki delujejo v turizmu, lahko parira vsem drugim turističnim krajem v Sloveniji, pa morda tudi v zamejstvu. To smo dokazali z prvim mestom lansko leto na tekmovanju turističnih krajev, letos najboljša turistična občina v Sloveniji in tudi, kot opažate zdajle po medijih, da Mojstrana, Dolje Mojstrana premočno vodi med manjšimi turističnimi kraji na ocenjevanju Turistične zveze Slovenije. V gozdu Martuljku pa so včeraj pripravili tradicionalno prireditev Padamačem v rutah. Domačini so poskrbeli za gostinsko ponudbo, športno-zabavne igre, zvečer tudi za ogled zvezd skozi teleskop, skupina Gadi pa za dobro vzdušje. To je naša tradicionalna veselica Padamačem v rutah. Pripravljamo jo vsak let. Letos imamo zabavo s skupino Gadi, pripravljamo razne igre in pa odlična kulinarika, ki jo lahko poskusi vsak, ki pride k nam na veselico. Letos je majhen drugač, tako da je naša kulinarika poimenovana po domačem, po rutaršk, in tako da se morajo obiskovalci kar dobro namatrati, da vejo, kaj bojo naročili za pojest. Poleg vseh ostalih stvari so tudi igre med čompe, ki se dogaja samo na naši veselici, kegljanje, kotiček za otroke in za naše najmlajše, skratka luštno bo. Poleg naše veselice pa pripravljamo v rutah več stvari, več dejavnosti oziroma prireditev. Prva naslednja bo rutaršk smen, bo v mesecu oktobru. Bolj nadaljujemo z Noč čarovnic in z miklavževanjem zaključimo koledarsko leto. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna prelistajmo še koledar prireditev. Vsak ponedeljek v juliju in avgustu od 9 do 12 Ruska kapelica pod Vršičem odpre vrata za obiskovalce. Član Društva Slovenija-Rusija Simon Oblak pa vam z veseljem pove, kaj o zgodovini kapelice. Ta teden bodo v knjižnici v Kranjski Gori vsak dan od 11:30 do 13:30 potekale otroške delavnice z naslovom Izdelki za vsak dan. Ustvarjalna delavnica za otroke Blazina za sedet bo v Kajženkovi hiši v Ratečah v torek ob 10. Rateška noša v sredo ob 10, delavnica Naša vas je najlepša v četrtek ob 10, žoki in opanke pa v petek ob 10. Primerne so za otroke od 7. leta. Mlajši pa se delavnic lahko udeležijo v spremstvu staršev ali starejših bratov in sester. V četrtek ob 20:30 bo na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori nastopil mešani pevski zbor Kranjska Gora. V nedeljo prav tako ob 20:30 pa Anže. Komedija Prhostar bo v soboto ob 20:30 na ogled v kinu na prostem pri jezeru Jasna. Vstopnine ne bo. Drage gledalke in gledalci, to je vse, kar smo pripravili v tokratni Kroniki tedna. Imajte se lepo in nasvidenje do prihodnjič.